Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na naši tiskovni konferenci, na kateri pozdravljam tudi gospoda Ivana Šemeta, ki ni bil najavljen, vendar si je vzel čas, da bo pojasnil svojega vidika in iz svoje izkušnje zgodbo o gospodu Sašu Hribarju. Jaz sem napovedal sicer, bi rekel, odnos do Kučanovega nastopa na temo spomenika osamosvojitvi, ampak ker je ta zgodba daljša oziroma starejša, predlagam, da začnemo s tem, potem bom jaz komentiral tudi Kučanov nastop na Vrhniki. Ko sem jaz slišal za nezaslišano uzurpacijo javnega medija za nek političen namen strani gospoda Saše Hribarja in seveda poslušal to laž o nevojni, sem najprej rekel, to je provokacija, ki si jo lahko privošči mož, ki ga poznamo po satiri in tako naprej, ampak zame tisto ni bila satira in tudi ni bil Radio Gaga, kot je sam povedal. On je rekel, tole ni več Radio Gaga, to sem jaz in jaz vam povem, da osamosvojitvene vojne ni bilo. No, ampak ta moja pozicija o provokaciji ni dolgo zdržala, ker so se začeli ljudje s terena oglašati, ali bo VSO kaj rekla. Tukaj so svojci žrtev vojne za Slovenije, tisoči borcev, ki so bili pripravljeni dati vse za Slovenijo, in potem slišimo nekaj tako nezaslišanega, kot je bil ta Hribarjev nastop. In jaz sem potem poklical gospoda, ki sem ga predstavil, Ivana Šemeta, s katerim smo bili večkrat skupaj v družbi tudi s Sašom Hribarjem in smo se malce hecali, bi rekel. No, in jaz sem ga poklical in se rekel, Ivan, povejte, kaj se je zgodilo s Sašo tu, odkje zdaj to njegovo razodetje. In gospod Šemej je bil z njim v isti enoti. Jaz sem se poučil kasneje, da je bila to jurišna enota, ki je bila najprej stacionirana pri Temenici, potem se je premaknila proti Malemu Hudemu. Poklical sem več ljudi, da bi dobil čim več vpogleda v to, kako in kaj se je takrat dogajalo in kaj je počel Sašo Hribar. Ta enota ni bila daleč stran od Medvedjeka, kjer vemo, da je bilo precej tankov, pa tudi vemo, da so bila angažirana letala, da je bil ubit tudi civilist, Kotar nad Medvedjekom, poleg nesrečnih šoferjev in drugih ljudi, ki so bili ubiti na Medvedjeku. Torej, nedaleč stran je bila stacionirana jurišna enota, in jaz sem govoril tudi z duhovnikom Plutom, ki je bil tudi vpoklican v to enoto, in mi je ne edini, trije so mi povedali, da se je tam v tistem gozdu zgodila tudi maša, na kateri je Sašo Hribar bral berilo, in pri tisti maši so molili za preživetje, ne za dobro šmarenco ali za ne preveč kisel cviček. In kar je zame en dodaten, kako bi rekel, dokaz, da je šlo za vojno. Včeraj sem govoril z nekom, ki je bil tam blizu, je rekel, gospod Peterle, prosim, ne omenjajte mojega imena, to ni bil edini, ki je tako rekel. Je rekel, če boste omenili moje ime, me bodo raztrgali. Jaz želim imeti mir, vam pa povem, da nas je bilo strah. Sem rekel, jaz razumem, da vas je bilo strah, in kot človeka bi rekel, Kocbek bivanska groza stisne, lahko reagira tako ali drugače. Po vsem tem, kar sem jaz slišal od gospoda Šemeta in od drugih, kako je bilo v tej enoti, ne želim kvalificirati Hribarjevega obnašanja. Jaz razumem, da je bil to čas, bom še enkrat rekel, čas bivanske groze, ali kot je on rekel, ta gospod včeraj, ki je imel malo višji čin, da so se bali, tam so bili tanki, tam so letala letela, tam so bili helikopteri in tako naprej. In še tole bi rekel, ne čudi me, da Zveza veteranov vojne za Slovenijo, bodite pozorni, kako se imenuje ta zveza, ni pritrdila laži, da vojne ni bilo.
pa tudi ne bivši vrhovni poveljnik ni temu pritrdil, oziroma ne poznam resnih ljudi, ki bi tej tezi pritrdili. Še to bi rekel k 10-dnevni vojni. Zame se je vojna začela 16.5.90, ko je bila izvoljena Demosova vlada. Tisti čas nam je JLA poslala čestitko, ki se reče razorožitev slovenske teritorialne obrambe. In ko se je potem Sašo Hribar lahko monopolno hecal na Radiu Ga-Ga, smo mi morali organizirati obrambo, s katero smo na koncu zmagali vojno za Slovenijo. Tako da jaz se ne bom ukvarjal več s tem, kako je bilo s Sašotom Hribarjem v tisti enoti, mu pa zamerim, da je dezertiral moralno 32 let pozneje. Odnos, ki ga je on zavzel do vojne za Slovenijo, za katero se pada življenje, je zame moralno dezerterstvo. Zdaj pa bi prosil gospoda Šemeta, no, še to bi rekel, mi smo zahtevali opravičilo strani inštitucij, ki so odgovorne za ta medij, in seveda tudi popravek. Zaenkrat nismo dobili nobenega odgovora, bomo pa na tem vztrajali, ker ne more biti, da v demokratični, suvereni Sloveniji, bi rekel, laž ne doživi nobenega odmeva. Gospod Ivan, izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kaj vas zanima, vprašajte. Jaz sem tukaj zato, da odgovorim to, kar je resnica in kar se je zgodilo. Isto čisto enostavno. Beseda dezerterstvo res je mogoče malo huda v tistem času, ampak je res, da sem gospoda Hribarja šel jaz osebno iskat po nalogu gospoda, ki nam je to naročil, da smo ga šli iskat domov, pozvonili, potrkali po vratih, tudi malo močneje, zato da je odprl in smo ga vrnili nazaj v enoto. Tako da je to dezerterstvo ali ni, mislim pa, da vsak, ki zapusti enoto v tistem času, ni vdih prav. In da po tolikih letih ni moralno, da se tako obnaša in na tak način govori na javnem radiju. Mislim, da tudi ni fair do teh ljudi, se pravi do teh žrtev, do teh otrok, ki so zdaj ostali sami, ker vemo, da je bilo tudi nekaj mrtvih, da se tako govori o tej vojni. Moralno sigurno ne. In Sašo je tukaj naredil veliko napako. Hvala lepa. Je kakšno vprašanje? Izvolite, gospod. Kako pa komentirate vse te izjave, ki jih je Sašo Hribar vendarle dobil podporo, tako strani gospoda Lesjaka, torej poveljnika tistih, če sem razumel, te območne enote, tudi strani gospoda, kot je že gospod Peterle rekel, gospoda Pluta, in tako naprej. Tukaj zdaj nekaj ne gre skupaj, ravno malo bolj, ali ne vem. No, jaz sem omenil moralo in govorim o sebi, moje mišljenje. Gospod Lesjak je bil takrat predstavljen že v Ljubljano. Mislim, da ni bil on več takrat poveljnik tam te enote. Lesjak ni poveljeval? Bil je v Grosuplju, ampak je bil potem predstavljen v Ljubljano. Torej, gospod Peterle, vi se pa ne boste opravičili za besede o dezerterstvu. Kar zahteva, kot je razumeti gospod Hribar? Rekel sem, da se ne bom več ukvarjal s kvalifikacijo njegovega ravnanja. Dopuščam, da se torej jaz imam izjavo gospoda Šemeta za verodostojno, ne. On je bil neposredno angažiran oziroma naročeno mu je bilo, naj gre iskat gospoda Hribarja, ne. Jaz dopuščam možnost, da se, bi rekel, to njegovo odsotnost, bi rekel, razume tudi drugače. In sem prej govoril tudi o bivanjski grozi in jaz ne želim moralizirati nad njim. Sem pa kritičen do tega, čemer sem prej rekel, moralno dezerterstvo 32 let pozneje, ne. Glejte, v tej deželi veste, kako poslujemo, glejte, vsak lahko dobi od kje kakšno podporo. Gospod Plut je vesel, da je Hribar takrat bil, rekel, oziroma da je bral tole berilo in tako naprej.
Veste, jaz niti nisem vseh stavkov citiral, ne. Tam so molili, da bi preživeli. Ne. Vojna je bila in ta človek se zdaj norca dela iz tistih ljudi in tistega časa. Ne. In če gospod Plut, on govori o svojem mnenju, on pa govori o svoji izkušnji, ker ga je šel iskat in ga je pripeljal nazaj v enoto. To je zame velika razlika. Se tukaj od zadaj stoji več ljudi, ne? Tukaj ni samo moja izjava, ne? Tukaj morate vedeti, da je še kakšen, kar nas je bilo kar nekaj v tisti enoti. In imajo tudi drugačno mnenje v Sašotu. Ne vse tako lepo. No, vse je bil. V redu, fant. Še kakšno vprašanje? Dovolite, da zdaj povem še nekaj na temo nastopa bivšega predsednika države in vrhovnega poveljnika Kučana na Vrhniki. Zdaj iz nekaterih medijev se da razbrati, kot da prvič slišimo za idejo, da bi naredili spomenik osamosvojitvi na Trgu Republike, kar seveda ni res. To je včeraj tudi povedal za nek drug medij bivši predsednik Borut Pahor, ki je povedal v javnosti, da sem ga jaz obiskal 25-letnici osamosvojitve leta 2016 in mu predlagal, da se spomenik osamosvojitvi postavi. Seveda sem v tej priliki, pa tudi še večkrat kasneje in ob drugih prilikah že velikokrat prej povedal, da spomenik revolucije, ki simbolizira nasilni prevzem oblasti in nasilno prerazdelitev lastnine, ni simbol naše države, ki se je ravno od tega poslovila z osamosvojitvijo. Najbolj prav bi bilo, če bi se od tega spomenika poslovili takrat, kot smo se od zastave z rdečo zvezdo. Na Trgu Republike je bila takrat samo ena zastava z rdečo zvezdo in to tista, ki smo jo spustili z droga in gor obesili oziroma dvignili zastavo Republike Slovenije. Ne. In tukaj ne more biti spomeniške kohabitacije, ne moramo slaviti malo revolucije. Mimogrede povem, da to niti ni spomenik Enobeju posvečen, je kot na številnih drugih krajih v Sloveniji posvečen revoluciji, ki dolgo veljala, imela prioriteta pred Enobejem. Zdaj se taktično malo bolj forsira Enobej. In ta simbol, rekel, ta ni, torej takrat pač vemo, ni treba razlagati, ni bilo mogoče tega spomenika premakniti. Sva se pa s Kučanom nekoč zmenila, da smo enega Tita umaknili iz palače, ki sva si jo delila in je zdaj na tistem mestu, mislim, da en Boljkov bik. Ampak dlje potem s to zadevo nismo prišli. Torej, jaz nisem a priori kritičen in se tudi ne ukvarjam z vprašanjem, zakaj je Kučan zdaj ali šele zdaj prišel do tega stališča, da bi pa osamosvojitev potrebovala spomenik, oziroma da bilo to prav, da rabimo povezovalni element. Seveda se strinjam z njim, da nas je prejšnji čas s simbolom, ki ga imamo na Trgu Republike, razdelil in da bi moral nov spomenik povezovati. In jaz imam vtis, da se strinjava v tem, da ne moramo imeti pod vsako vlado drugačnega Trga Republike z drugačnimi spomeniki, kot ne moramo imeti pod vsako oblastjo drugačnega muzeja osamosvojitve. Tako da jaz si ne želim, da bi ob tako svetih zadevah, kot so simboli samostojne Slovenije, rekel, da bila to zadeva preglasovanja in da neka večina politična potisne drugo stran ob steno, naredi svoje spomenike, druga pa tako, kot se zdaj dogaja na vseh področjih, vse skupaj zamenja s spomeniki vred. Torej, to mi ne govori za zrelost neke nacije in jaz bi si želel, da bi bile tako pomembne stvari, kot je en spomenik osamosvojitvi, zadeva nekega nacionalnega soglasja. Mi dva s Kučanom se razlikujeva v tem, da on zdaj poziva k premisleku o tem, jaz pa že dolgo pozivam k dejanjem na to temo. Ampak mogoče je to njegovo novo stališče izraz tega, da bi se dalo s tako imenovano drugo ali staro stranjo
Namreč on je bil vendar zadnji prvi mož starega režima in prvi mož novega režima. In on ima dva naslova, iz katerih lahko govori oziroma razmišlja. Ne? In jaz tisto, kar diši po slovenskem skupaj v Kučanovem nastopu na Vrhniki, pozdravljam in bi si želel, da se začne nek pogovor o tem, kako bomo mi prišli do tega spomenika. In jaz mislim, da bi bilo to dobro narediti s pomočjo enega zakona, ki bi namen opredelil. In seveda bi rad povedal tudi, da ne gre za 5 ton brona, ki se ga lahko v nekaj minutah odstrani, premakne nekam. Ne? Gre za odnos do cele dobe, ki jo ta bron predstavlja. In ta bron ni edini, zraven je še eden s Kardeljem, ki ima edini jasen obraz, drugi so v megli, in potem je tam Kidrič, ki varuje hišo oziroma vhod v predsedniško palačo. Torej, jaz mislim, da je treba vso to celoto vzeti v ozir in jaz bi veliko raje videl, da bi na trgu, malem trgu Sveta Evrope, da bi videl tam recimo spomenik Borisa Pahorja, pa mogoče Roberta Schumana. To bi razumel, da predstavlja Svet Evrope. Revolucija ga pa ne predstavlja. In jaz trdim, da v tem odnosu, da mi nimamo evropskega odnosa do totalitarizmov. Smo proti nacizmu, smo proti fašizmu, eni bi pa radi komunizem dali v rubriko svobode. Ne? In sem večkrat te dni povedal, ne moramo dati nasilnih metod, ki jih je revolucija uporabila za prevzem oblasti, dati pod svobodo, pa tudi ne več kot 700 masovnih grobišč in morišč. To ne gre pod svobodo, ne? Se ne da dati preprosto. In lejte, pri nas ta resolucija o odnosu do spomina oziroma do 3 totalitarizmov, ki smo jo tudi z evropsko levico sprejeli v Evropskem parlamentu, ta pri nas nima domovinske pravice. V 3 poskusih je niso mogli posvojiti, ker bi eni radi naš totalitarizem obarvali z barvami svobode, kar ne gre. Torej, jaz bi si želel, da bi se mi gibali v smeri evropskega odnosa do sprave, do simbolov, do totalitarizmov. In če bo, upam, da bo po tem Kučanovem nastopu, upam, da ni sam, vendar prišlo do nekega pogovora, kako se teh zadev lotiti, ker dosti je bilo izjav in dejanj, ki nas sedaj delijo celo po temi osamosvojitve. In to Hribarovo dejanje je bilo pač v tem smislu zelo močno. In sedaj je seveda smo v običajni slovenski inverziji, kritika gre sedaj na tistega, ki je na kritično stvar opozoril. Tako, mi bomo vztrajali, kot sem prej rekel, da se tukaj javni odnos do tega nezaslišanega dejanja uredi in da inštitucije, ki morajo to narediti, svoje delo opravijo. Torej, toliko k eni in drugi temi. Izvolite. Torej, prej sem govoril z gospodom Kučanom tam na trgu, je rekel, da gre pač za da si želi to obdobje, ki nas je vendarle skupaj povezalo, obeležiti na tem mestu, torej, ki obeležuje zdaj neko malo bolj daljno zgodovino, če lahko tako rečemo, in ki še vedno razdvaja slovenski narod. Torej, ste vi za spomenik, kot da sam predlaga spomenik osamosvojitve na tem mestu, ali bi to skozi, kot ste nekako že omenili, reševali skozi zakon in nekako, torej, očitno državno-zborsko večino, podporo, kakorkoli že, na kakšen način bi ta segment urediti? Zdaj ta predlog pač obstaja, katere stranke so ga pozdravili, kot je razumeti? Glejte, mene je več ljudi te dni klicali, kaj menim, ali se strinjam s Kučanom. Jaz sem rekel, se moram strinjati z njim, ker sicer se ne bi strinjal sam s seboj. Jaz sem povedal, da že dolgo to idejo plasiram, ampak ko sem bila s Pahorjem skupaj na to temo, je rekel, Lojze, ne verjamem, da bo to šlo, ker una stran tega ne bo sprejela.
Zdaj mene zanima, ali v narekovajih ta stran vendar sprejema in zdaj Kučan je dal nekaj besed, prvič je, ki jih še nismo slišali z njegove strani, da gre za največji dosežek, da gre za zadevo, ki nas povezuje, oziroma bi nas morala povezati, da tisti simbol simbolizira nek drug čas, a ne? Ampak jaz si ne predstavljam, da tako naredimo, da okrog spomenika revolucije načaramo zastavo Evropske zveze. Jaz mislim, da mora trg revolucije, ki simbolizira Republiko Slovenijo, pač biti posvečen vrednotam osamosvojitve in ničemur drugemu. Zdaj, mene zanima, ali Kučanov nastop pomeni tudi, da se odpoveduje ideji, da se spomenike iz totalitarnega časa, ki so že našli kulturno lokacijo v Pivki, ali bo vztrajal na tem, da se to vrne na mesto, odkudar so bili premeščeni. Torej, mi rabimo eno verodostojno linijo in bi rad tukajle omenil spet tole izjavo Sazuja na temo sprave. Tam so rekli, naj bo izhodišče za prizadevanje v tej smeri resnicoljubnost, se pravi resnica, drugič etika. In jaz predlagam, da je v tem pogovoru, če je mogoč poslej, bi rekel, da sta to naši temeljni izhodišči. In če bosta to izhodišči, potem bomo našli pot iz tega in mogoče se končalo tudi norčevanje iz žrtev, ki so se zgodile za slovensko svobodo. Samo še kratko vprašanje glede akcijskega načrta za ohranitev oziroma ponovno ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve, kot ste rekli, pač akcijski načrt, kot razumem, je v izvajanju, kje v tem trenutku je, kakšni bodo vaši naslednji nadaljnji? Glejte, zdajle se dogajajo po terenu različne domoljubne prireditve, tudi prihajajo novi člani, celo iz kakšne druge organizacije se nam kdo priključi. Zdajle smo ponudili šolam naše usluge, če tako rečemo, ljudi, ki so doživeli ta čas in ki lahko mladim ljudem, ki vedo skoraj da nič, ne vedo skoraj nič o osamosvojitvi. To je tudi moja izkušnja iz prejšnjega tedna, sem srečal nekje mlade ljudi, ki jih je osamosvojitev, hvala Bogu, zanimala, ampak ne vedo nič. So debel gledali, ko sem povedal, da smo včasih volili med enim in istim kandidatom. Ljudje so zdaj navajeni, da je več kandidatov, pa ne morejo verjeti, da smo imeli nekoč lahko samo na volitvah enega kandidata in tako naprej. Mimogrede, lejte, eno opombo sem pozabil povedati. A si predstavljate, da Sašo Hribar ali kdorkoli v tej državi v času veljave člena 133 rekel, eno beja ni bilo. A si predstavljate, kje bi končal, pa kdaj bi ven prišel. Zdaj se da pa kar mi pride, nič nam ne morejo, to je nova pesem, mi ga pa žingamo. Glejte, sem malo bolj ekspresiven danes, zato ker me je ta napad resnično šokiral. Kučanov nastop pa želim videti v duhu tega, ker je on le, bi rekel, kot sem prej povedal, kaj in kdo je bil, mož, ki je doživel obe dobi, imel v obeh dobah vodilno vlogo, lep čas, in mislim, da ve in se zaveda, kaj bi morali mi narediti, da bi bilo med nami mečken drugače. In če je ta volja, sem jaz, kot sem bil zmeraj doslej pripravljen sodelovati, se pa ničemur ne priključujem, ker sem ta isto že dolgo časa sam predlagal. To je dejstvo. Hvala lepa. Hvala, sem spoštovani. Hvala gospodu Ivanu.